Pozdravljeni. Po veliki nagradi Portugalske so se pri Ferrariju podvizali zatrjevati, da Sebastian Vettel in Charles Leclerc imata na razpolago enak material. A s pomočjo podatkov telemetrije si bomo pogledali, je to res ali ne, oziroma skušali razumeti, zakaj Sebastian Vettel ima toliko slabše čase kot Charles Leclerc. Seveda moram poudariti, da gre za mojo idejo, moje videnje, mojo interpretacijo podatkov, kateri so dosegljivi nam navdušencem in seveda ne sledim nobenemu tujemu avtorju, kateri lahko razpravlja tako ali drugače na drugih medijih. Namreč med nami, navdušenci, je malce težko razumljivo to, da naprimer Charles Leclerc je v Q2 s pneumatiko medium dosegel čas minute 17 in 367 tisočink, medtem ko Sebastian Vettel minute 17 in 919 tisočink, razlika več kot pol sekunde. Seveda, kar se tiče grobe matematične učinkovitosti, smo vedeli, da je bil na veliki nagradi Portugalske Sebastian Vettel boljši. Kako to mislim? Namreč Charles Leclerc se je kvalificiral kot 4., Sebastian Vettel kot 15. Na dirki je bil Charles Leclerc 4., Sebastian Vettel pa 10. Seveda, to je samo neka stranska tolažba, kajti 4. mesto je bistveno težje doseči kot 10. A zakaj je Charles Leclerc pol sekunde v enem in istem krogu hitrejši od Sebastiana Vettla? Kot sem vam povedal, uporabljali bomo podatke, kateri izhajajo iz drugega dela kvalifikacij, ko sta oba voznika rabila enako trdoto pneumatik in jih dosegla ob istem času dneva. In seveda obstaja upravičeno vprašanje, ali imata enake bolide na razpolago. Pa poglejmo malce generalno gledano, kako izgleda tista krivulja, kjer se primerja na različnih delih proge hitrost tako Charlesa Leclerca kot Sebastiana Vettla. Če pogledamo tiste krivulje na prvi pogled, izgleda, da ni velikih razlik. A da bomo bolje razumeli, kje nastane razlika med Vettlom in Leclercem, je treba krog razdeliti na sektorje. In poglejmo si najprej prvi sektor. Že tu Charles Leclerc pokaže kar veliko prednost pred Sebastianom Vettlom. Namreč v Q2 njegov najhitrejši poizkus v prvem sektorju je trajal 22 sekund in 520 tisočink. Medtem ko Sebastian Vettel je napravil tisti prvi sektor v času 22 sekund in 702 tisočink. A razlika 182 tisočink, slabi 20, kar je v mojem osebnem mnenju za en sam sektor na tako kratkem krogu, kot je tu, kar lepa razlika. In mnogi boste sedaj rekli, Sebastian Vettel ni v formi, je demoraliziran, Charles Leclerc je presneto hiter in z mnogimi tezami se lahko tudi strinjam, a treba je pogledati, kakšen podatek več. Namreč poglejmo si kot zanimivost tiste najvišje hitrosti, ki jih je dosegel Vettel in ki jih je dosegel tudi Leclerc. Namreč v prvem sektorju imamo dve meritvi. In če pogledamo tisto najvišjo hitrost zmerjeno na ciljni črti, bomo videli, da Vettel je imel 307,7 km/h, Charles Leclerc 302,9. Govorimo o 16. in 20. rezultatu. A tu bi rad pripomnil, da najvišje izmerjene hitrosti, ki sem jih dobil, so za celotne kvalifikacije. Torej, tudi rezultati iz Q3, kjer je Charles Leclerc rabil pneumatike soft, so tu upoštevani. Po drugi strani imamo na koncu tiste dolge ravnine speed trap. In tu si bomo pogledali, da je Sebastian Vettel dosegel 11. rezultat, 325,0 km/h, medtem ko Charles Leclerc 317,5. Vidimo, da je ogromna razlika v najvišji končni hitrosti, tokrat na strani Vettla.
Dobro se spomnite lahko tistega prispevka, kjer sem rekel, da najvišja izmerjena hitrost ni pravi pokazatelj in nas lahko zavede. Seveda, kogar zanima, dobi bližnjico do tistega prispevka v opisu. Vrnimo se k naši primerjavi Vettela in Leclerca. Če pogledamo graf malce bolj podrobno, tisti izsek, bomo videli, da Charles Leclerc v celotnem prvem sektorju je bil najbolj hiter v vožnji skozi tretji ovinek. Kaj se je tam zgodilo, si bomo pogledali v nadaljevanju, ampak sedaj nas čaka drugi sektor. In tudi v drugem sektorju je bil Charles Leclerc hitrejši od Sebastiana Vettela. Namreč Charles Leclerc ga je prevozil v 29 sekundah in 647 tisočinkah, medtem ko Sebastian Vettel v 29 sekundah in 766 tisočinkah, razlika 119 tisočink. Zopet dobra desetinka, kar je spet velika razlika, kajti govorimo samo o sektorju. In seveda na začetku drugega sektorja smo imeli ponovno izmerjeno najvišjo končno hitrost, ki so jo dosegli posamezni vozniki. In tukaj zopet govorimo o kompletnem delu kvalifikacij, ne samo o Q2. Sebastian Vettel je imel 11. rezultat, 279,6, Charles Leclerc 16. 278,2. Tu je razlika minimalna. In če pogledamo zopet tisti graf, ki smo ga videli za prvi sektor, ampak tokrat v drugem sektorju, ponovno, kar smo videli na tretjem ovinku, vidimo na petem ovinku. In imejte pred očmi to razliko v tisti krivulji, kajti bo bistvena v nadaljevanju. Kar je bolj zanimivo, je tisto, kar se zgodi tudi v tretjem sektorju. Namreč to je tisti zadnji del proge, kjer vidimo, da Sebastian Vettel ga je prevozil v času 25 sekund in 451 tisočink, Charles Leclerc pa v 25 sekundah in 200 tisočinkah, razlika 251 tisočink. Več kot smo videli v prvem in v drugem sektorju. Če pogledamo končne hitrosti, vidimo, da je tu tisti Charles Leclerc najhitrejši na splošno v celih kvalifikacijah. Seveda, meri se na začetku zadnjega sektorja, njegova hitrost 203,4 km/h. Vettel je imel 8. rezultat, 201,0 km/h. Rad bi vam poudaril to, da naprimer Pierre Gasly kot tisti, ki je imel drugi rezultat za Charlesom Leclercom, je imel izmerjeno najvišjo hitrost na tisti točki 201,9. Torej, bil je bistveno bližje Vettelu in je Charles Leclerc tu zares izstopal. Če pogledamo graf, tako kot smo ga gledali v prvem in drugem sektorju, bomo opazili, da tu kakih velikih razlik ni. Rad bi poudaril nekaj. Ta graf kaže hitrost, ki jo je imel bolid na točno določenem delu proge, ni v sorazmerju z časom. Zato imamo tudi enako dolgi krivulji za Vettela kot Leclerca, čeprav je Leclerc opravil krog bistveno hitreje. Sedaj moramo razumeti, kaj se je zgodilo na tretjem in na petem ovinku, da bomo lahko sploh spredvideli, ali je kakšna razlika med enim in drugim voznikom, oziroma ali imata na razpolago en in isti material. In seveda, najlažje je pogledati tisto število obratov motorja z notranjim izgorevanjem na minuto. In videli bomo, da tu prihaja do bistvenih razlik, pravzaprav na tretjem in na petem ovinku. Ampak kako taka velika razlika v številu obratov tiste glavne grdi, če smo pa videli, da hitrost na tistem določenem delu proge ni bila tako različna. Seveda, treba je pogledati prestave. In tu bomo ugotovili nekaj, kar je izjemno zanimivo. Namreč tisti tretji ovinek v svojem najhitrejšem poizkusu je Sebastian Vettel peljal v prvi prestavi, Charles Leclerc v tretji prestavi. In podobna zadeva na petem ovinku. Namreč tam je imel Sebastian Vettel drugo prestavo, Charles Leclerc je imel tretjo prestavo.
Seveda, sedaj se lahko vprašamo, kako je to možno, da je bil Charles Leclerc konkurenčen Sebastianu Vettlu, kljub temu, da je imel 2 prestavi višje razmerje v menjalniku. Seveda, vsakdo izmed nas je že kdaj poskusil peljati ovink v višji prestavi in opazil je, da ponavadi z tistim pogonom, ki ga ima na razpolago, je to izjemno težje. Zmanjka nam dobesedno navora, ker je razmerje v žargonu predolgo. Seveda, znana je tista lastnost Sebastiana Vettla, da ima rad bolide, kateri so izjemno stabilni na zadku in da rad prej pohodi stopalko za plin kot ostali. A tu vidimo, da je razlika bistveno drugačna. In seveda, če pogledamo tudi graf, kjer vidimo, kako se zvira, je Charles Leclerc tisti, ki začne zvirati bistveno pred Sebastianom Vettlom. Torej, kljub vsemu, kljub temu, da ima višjo prestavo v tistih 2 ovinkih, nese več hitrosti skozi. In od tu se lahko pozna tudi čas na krogu. In seveda, sedaj bomo vstopili v svet špekulacij in predstavljam vam moje osebno videnje, kaj se je zgodilo. Namreč, te številke, katere imamo na razpolago in priznam, lahko so tudi napačne, jaz jih dobivam posredno, tako kot vi vsi, lahko kažejo, da Sebastian Vettel in Charles Leclerc nimata na razpolago enakega materiala. Lahko ga imata v osnovi, a kar se tiče nastavitev dvomi. Kajti predstavljam si, da pogonski sklop Charlesa Leclerca ima enostavno več navora kot tisti, ki ga ima na razpolago Sebastian Vettel. Seveda gre za stvar nastavitve, predvsem tistega hibridno-električnega dela. A mislim, da je vsakomu izmed nas jasno, da to, če Charles Leclerc lahko v višji prestavi pelje skozi ovinek hitreje, pomeni, da ima več navora kot Sebastian Vettel, kateri mora menjati prestavo ali celo 2 nižje. In celo v tistem zadnjem sektorju, kjer je bila razlika največja in kjer je, hočeš nočeš, kar dolga serija počasnih ovinkov, se navor pozna. Torej, res Sebastian Vettel je voznik, kateremu koncept SF1000 ne paše preveč, a mislim, da vseeno je razlika prevelika, da bi bil samo stil vožnje odgovoren za to. Charles Leclerc je prva zvezda skuderije Ferrari in verjetno mu pomagajo tudi z takimi nastavitvami. Seveda, kot ponavadi, gre za moje osebno videnje zanimivega vprašanja, katerega smo lahko prediskutirali skozi podatke telemetrije, ne pravim pa, da so edini, še manj pa pravilni. Vseeno, hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.